V prvi vrsti bom rekla hvala gospodu direktorju žurnala, ki se je v celoti skupaj s svojimi zvestimi sodelavci nam je zelo na široko odprl vrata, da smo sploh zadevo spromovirali, začeli. Tako da v tej plati humanitarne akcije je žurnal eden izmed, če ne celo glavni podpornik, in v Dejanovem imenu bom najprej rekla najlepša hvala. Hkrati bom pa prebrala tudi, danes bi mogla biti z nami žena od gospoda predsednika, gospa Barbara Miklič Turk, žal je zadržana in je trenutno na Madžarskem na uradnem obisku. Bom pa samo prebrala en dopis, ki sem ga dobila uradni iz urada predsednika, kajti Barbara Miklič Turk je uradna pokroviteljica oziroma častna pokroviteljica humanitarne akcije za Dejana in se je tudi zelo velikodušno odzvala v vabilu, tako da bom samo čisto na kratko prebrala, kar sem dobila pred kratkim, in sicer: spoštovana gospa Tihole, sporočam vam, da gospa Barbara Miklič Turk sprejema pokroviteljstvo nad humanitarno akcijo fotografij Dejana Mijovića, ki bo potekala v okviru Mednarodnega kongresa finančnikov 11. in 12. novembra 2010 na Bledu. Gospa Barbara Miklič Turk se dogodka zaradi drugih obveznosti žal ne bo mogla udeležiti, vendar vam želi prijetno druženje ter uspešno izvedbo akcije. S spoštovanjem, magister Franc Hočevar. Zdaj bom pa čisto na kratko en govor prebrala. Tisti, ki ste dobili zbornik, ki ste na kongresu, boste videli, da sem par stvari vam potegnila.
Tudi sam uvod v zborniku mislim, da je zelo čustveno napisan, ker dejansko sem dala res svoje občutke noter. In sicer gre takole. Vsak začetek je težak, še težje pa je, ko se na samostojno pot podaš v času recesije in ekonomske krize. Izpolnila sem svoje sanje in si drznila prestopiti iz mej povprečnega. Združili smo moči, znanja in izkušnje in naredili izjemen dogodek, ki ga bomo naslednje leto nadgradili za vas. Vesela sem, da sem na tem projektu delala z odličnimi strokovnjaki in izjemnimi osebami. Let je prebiti, naši cilji so še večji in drznejši. Smo novi na trgu in mednarodni kongres je prvi za nas, zato nam je še toliko večje veselje, da smo k sodelovanju uspeli privabiti predvsem predavatelje, vrhunske strokovnjake in se povezati z uspešnimi vodilnimi podjetji na slovenskem tržišču. To je dokaz, da delamo dobro in da smo na pravi poti. Nekdo med nami mi je dal krila in sem mu neizmerno hvaležna za vse trenutke, za vse besede in predvsem za energijo, ki sem jo dobila od njega, predvsem zato, da sem sprožila humanitarno akcijo z namenom, da zberem 100.000 evrov za Dejana, da ga lahko pošljemo na rehabilitacijo tudi v tujino in izčrpamo vse možnosti, da mu omogočimo nadaljnje, normalno življenje, kot ga je bil vajen v preteklosti. To je to. Zdaj bom pa Dejana samo prosila, da par besed pove. Jaz bi se vsem, ki ste danes tukaj prisotni, zelo zahvalil, da ste prišli in s tem izkazali podporo. Jaz edino, kar vam lahko obljubim, je, da bom dal vse od sebe in da bom izvlekel iz vsega skupaj maksimum. Zaenkrat sem zelo zadovoljen z mojo rehabilitacijo, jaz upam, da bo tudi vnaprej tako dobro šlo, pa da se mogoče malo daljši prihodnosti ali pa celo bližji prihodnosti enkrat dobimo, ko bom stal na svojih nogah, pa z vami vsemi skupaj še enkrat na zdravo. Tako da hvala še enkrat vsem. Zdaj bom pa prosila gospoda Maršola, da bo pričel prvi del aukcije. Nekaj ponudb imamo, tako da jaz upam, da boste tudi ostali nekako sodelovali po svojih močeh, z namenom, da za Dejana zberemo čim več denarja. Dragi Dejan, dober večer. Spoštovane dame, spoštovani gospodje. Vsi vemo, da gre za dobrodelno dražbo, ki jo jaz vedno začnem s svojo pesmijo Prodam se na dražbi lepih spominov, dam se za tisto, kar je bilo in nikoli več ne bo. Kdo da več? Ne dam se za več. Ampak vi pa boste, prosim, sodelovali z malo več. Fotografije, ki jih je ustvaril naš kolega in prijatelj Dejan Mijović, so tukaj pred nami. Za vsako fotografijo je izklicna cena 200 evrov. Mi bomo zviševali in licitirali z vložkom po 50 evrov navzgor. Se pravi, ko bom predstavil eno fotografijo, boste vi lahko z dvigom roke mi zaupali, da želite plačati za njo 250 ali 300. Če mi pa kdo želi tudi več, pa lahko neposredno zaupije v samo licitacijo, ponudim 500 ali ponudim 600 evrov in tako naprej. Ampak kljub temu bom še vedno rekel, kdo da še mogoče več. To je smisel licitacije. Vsi pa vemo, da gre resnično za izredno plemenit, humanitaren cilj, da pomagamo Dejanu, da s terapijo v tujini, v Lucernu, doživi ponovno okrepitev. Prvo delo, ki je na dražbi, je Dejanova fotografija Kontrast. A bi prosim lahko jo pokazali? Prosim, če gledate fotografijo.
Vi tudi? Ja. Izklicna cena fotografije je 200 evrov, kdo mi ponudi 250 evrov, prosim. Dajmo začeti spodbudno. Kontrast. Mi kdo ponudi 250 evrov za kontrast? 250 prvič, 250 drugič, vzdraži, kako bi rekel, fantazijo. To ni avtocestni križ v Sloveniji. Mi kdo ponudi 250 evrov za modrost? 250 prvič, 250 drugič, nekdo ponudi 300 morda, 250 evrov, nekaj ponovno, hvala lepa. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, le kaj ti bo sonce in rože zakaj, saj lička so rožiti cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Gasa. Čez 1000 let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je nocoj. Na modrem nebu oddaljeni sveta, spet kot nocoj bo Orion sijal, ko stala sva polni. Skoz mrak bo trepetala v istih zvest srebrna luč, le mladi par se bo tu prav takrat objel kdo drug. Prav kot nocoj pomladni mrak sijal bo Orion, in prav tako kot jaz morda bo rekla deklica, kako je daleč, kako je lep, kako blešči se njegovih 7 zvezd. In potem zbeži. In Mitja spune z nami. Da nikdar več ne boš taval sam, vse bo res, kar se mi je sanjalo, ko enkrat boš prav vse, kar imam. Kadar te objamem, veš, strastjo zatrhtiš, ko pa se prevzamem, veš, strastjo odhitiš. Bom daj plesala v mesečini spet s teboj, se boš še ljubil v mesečnih nočeh z menoj. Mačje je življenje rajsko in zato si zdaj želim, da naslednje življenje kakor mačka preživim. Kožuh mi je bolj